Projekt obsežnega investicijskega vzdrževanja bo na osnovni šoli Janka Padežnika trajal kar 2 leti. Pri tem, da bo v letošnjem letu šlo za investicijo v vrednosti nekje pol milijona evrov. Pomembno je to, da gre dejansko tukaj za edino tako investicijo v tem letošnjem letu. Vse skupaj pa, kar smo porabili za investicijsko vzdrževanje plus investicije, v tem letu uporabili približno 1,8 milijona evrov. Kljub nekaj milijonskim investicijam občine pa je denarja za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol še vedno premalo, saj dejanska potreba znaša 35 milijonov evrov. Če gledamo ta trend, številka samo iz leta v leto narašča, torej namesto, da bi se zmanjševala, in seveda se premalo vloži v to. Zdaj, mi smo se že z gospodom županom Fištravcem pred dobrimi 4 leti o tem pogovarjali. Nekako smo tudi dali predlog, da bi se v to celo zgodbo teh 35 milijonov vsako leto vložilo približno 4 milijone, da bi počasi prihajali torej na zeleno vejo. Seveda, eno leto smo se tega držali, drugo leto, naslednje leto pa je bilo tako, da je bilo nič. Tako da se je v bistvu izravnalo na 2 milijona, ampak potem niti, če bi zdaj pogledali povprečje, ni 2 milijona. Torej, pomeni, da ne vidimo izhoda, torej, da bi za tako politiko, kot je trenutno, da bi prišli na zeleno vejo. Občinski proračun je žal omejen, zato občina s težavo krmari med vsemi projekti, ki jih financira. Vsekakor pa se na občini zavedajo problematike investicijskega vzdrževanja šol. Namreč v preteklih letih je tudi država na razpisih sofinancirala takšne projekte, zdaj tega že leta 2011 ni. In tako smo v eni čudni situaciji, ko se v preteklosti je premalo vlagalo v investicijsko vzdrževanje, danes so objekti v slabem stanju, mi pa nimamo denarja. Sicer pa na občini poznajo sistemsko rešitev, ki bi situacijo precej izboljšala. Sistemska rešitev bi bila, če bi država ponovila spet to, kar je počela do leta 2011, da bi vlada dajala razpise in potem sofinancirala take projekte. Moram povedati, da smo mi celo bili lanskem letu na sestanku pri ministrici za izobraževanje dr. Maje Makovec-Brenčič, ki je povedala, da žal nimajo denarja, da nam pomagajo. Kljub vsemu pa občina skuša v obstoječem sistemu na različne načine izničiti vsaj del potreb po investicijskem vzdrževanju. Eden izmed teh ukrepov je energijska sanacija objektov. Svetla točka v tej zgodbi so te tako imenovane energijske sanacije, ki bi lahko z malim denarjem, torej se veliko postorilo in to bi seveda tudi vplivalo na teh 18 milijonov, ki bi se verjetno zmanjšali. Gre namreč za to, da torej možnost je kandidirati za evropska sredstva, kohezijska, in pa pritegniti v sodelovanje tudi zunanjega partnerja. To bi pomenilo, da občina doda samo 9% celotnega zneska, torej 40% da Evropa, 51% zunanji partner. Glede na to, da občina nima denarja, da bi sama v to financirala. Pri projektu energetske sanacije gre namreč za javno-zasebno partnerstvo, pri čemer ima javni partner v lasti infrastrukturo, zasebni partner pa vloži v sanacijo te infrastrukture. Tako zasebnik služi od razlike pri privarčevanih sredstvih, saj povprečnina stroškov ostaja enaka. Energetska sanacija je smiselna tudi zaradi zmanjševanja ogljičnega odtisa sanirane infrastrukture.